En lep dober večer, drage dame moje. Jaz sem zelo vesela, da smo danes v studiu 8. generacije. Zbrali smo se prav s posebnim namenom in sicer bomo spregovorile o zdravi prehrani, o avtohtonih semenih in zakaj je pametno se posvetiti tudi prehranskim dopolnilom, ker vse vemo zdaj, ko smo se malo prej pogovarjali pred to uvodno špico, kako zelo pomembno je uživati vitamine in minerale, ker to naše telo potrebuje, da sploh lahko funkcionira. Zdaj bi pa jaz posvetila par besed vsaki dami tukaj, da se predstavi. In sicer z nami je Maja Kraševec. Ona je živ primer, kako na pravilen način, zdravim načinom življenja, s pravilnim mišljenjem in seveda tudi z vitamini in minerali priti do stanja, kot uradna medicina že da roke od tebe pa reče, ne moremo ti več pomagati, potem si pomagaš sam in nazadnje si medicinski čudež za medicino, ne? Ampak ne zato, ker so oni premaknili en korak od sebe, ampak zato, ker se je človek sam posvetil sebi in naredil nekaj zase. Potem je z nami Aleksandra, ona prihaja iz Srbije, tudi živ primer, kaj lahko naredi človek, ko se tudi posveti sam sebi. Bo tudi povedala par besed. Potem je z nami Gabriela Ohojak, ona je iz Bovca. Tudi ena izmed, bom rekla, gonilnih sil sprememb pri nas, tudi kar se prehrane tiče, in pa moja malenkost, Mateja Žlogar. Ukvarjam se z avtohtonimi semeni, z naravno pridelavo, brez uporabe umetnih dodatkov pri pridelavi prvobitnega sadja in zelenjave iz avtohtonih semen oziroma uporabe starih sort. Prosim, Maja, če lahko poveš par besed o sebi. To je najtežje vprašanje. Hvala, Mateja. V bistvu, tako kot si povedala, danes smo tukaj 4 super ženske, bi jaz temu rekla, strastne zagovornice narave, zdravega načina življenja, in mene je pač moja zgodba pripeljala do tega, da sem nekako začela to malo bolj spoštovati. Pred leti sem v bistvu svoje zdravje jemala kot nekaj samoumevnega, dokler ni prišla v bistvu težka bolezen, če lahko tako rečem, zaradi katere sem 1 leto pa pol obležala. In takrat sem videla, kako se ti življenje v trenutku ustavi. In če skrajšam to zgodbo, ki je bila tako zelo dolga, sem prišla do enega zelo pomembnega spoznanja, da je zdravje naša odgovornost in da ga moramo vzeti v svoje roke. In tako kot ti, sem tudi jaz v bistvu že kar nekaj časa raziskvala, kaj lahko naredimo za to, da pač se dobro počutimo. In zato zagovarjam vseh teh 5 stebrov zdravega načina življenja, si že prej lepo omenila, se pravi, en steber je zdrava prehrana, potem je tukaj voda, da smo hidrirani, potem je tukaj gibanje, da se dovolj fizično aktiviramo, čim več v naravi, na svežem zraku. Kaj sem še pozabila? Potem je tukaj počitek, spanec, tudi naše telo se mora regenerirati, sploh v tem času divjem, ko danes živimo. In zadnji 5. steber, vsaj tako ga strokovnjaki poimenujejo, ampak je to tudi v praksi preizkušeno, je pa naše pozitivno razmišljanje, stav, se pravi ta naša naravnanost. In to skupaj je tisti recept, ki preizkušeno deluje. In evo, jaz iz svoje izkušnje želim zdaj opolnomočiti druge ljudi in deliti svoje izkušnje in svoje znanje, ki ga imam. Danes se s tem pač profesionalno ukvarjam, da tudi drugim pomagam do dobrega počutja, da imajo več energije, da so zdravi, da pač preživijo čim bolj kvalitetno življenje, ker si to vsak od nas zasluži. Maja, veš kaj, v nadaljevanju te bom jaz malo bolj podrobno vprašala o tej tvoji izkušnji, zdravstveni, ker je res zelo zanimiva. Tako recimo kot moja, ko so me skoraj hoteli dati pod nož, ampak sem se potem sama rešila. Zdaj bi pa jaz vprašala oziroma dala besedo Aleksandri, da predstavi ona še svojo plat medalje, ki je tudi izjemno zanimiva. Puno hvala, Mateja, hvala na pozivu. Pre svega, hvala ti što radiš ovo.
Hvala ti što se trudiš da vratiš ljudsku dušu gde treba, hranu gde treba, prijateljstvo gde treba, jer ako to ti ne radiš, to polako nestaje i beskrajno ti hvala na tome. I hvala na trudu i treba hrabrosti. I divim ti se zbog toga i tu smo da pomognemo ako možemo nešto zajedno iz ličnih iskustava. Ono što je meni drago je da smo mi ovde ljudi koji malo drugačije razmišljaju. Mi verujemo da svaki čovek ima prava da zna kako da bude zdrav, kako da finansijski bude siguran, kako da slobodno vreme drži u rukama i da bude slobodan, najslobodniji koliko može, a to je jedna celina, sve te 3 oblasti. Kako mi radimo? Mi tražimo istomišljenike. Tražimo ljude koji razmišljaju kao ti, kao ona, kao mi i tim ljudima pomažemo da oni unaprede deo života koji njima treba, a najčešće počnemo od problema sa zdravljem. Najčešće. Ja sam Aleksandra, 63 godine imam, po obrazovanju sam učitelj i to je prosvetarski posao ovo što ti radiš. Meni je zadovoljstvo da mi zajedno možemo da pomognemo drugim ljudima. A do ovog programa o kom ćemo pričati i koji Maja je pomenula, sam došla na sličan način kao Maja iz zdravstvenih razloga. 17 godina sam bila neizlečiv slučaj u klasičnoj medicini, tata lekar, mama profesor, 17 godina lekovi, hemije, terapije, sve, nema spasa. I kad mi je već do ovde došlo da hodam ovom planetom, tada je stiglo rešenje pravo do mene kad sam rekla dosta, ne mogu više. I onda su te prirodne stvari stigle, ove što je Maja pominjala, jer praktično pozitivan način razmišljanja, cirkulacija, fizička aktivnost, hrana, korigovana, voda, hrana o kojoj ti znaš toliko, znači to treba podučiti ljude, i dopuna te hrane i ti praktično omogućiš sebi samo isceljenje. Jer smo se i razboleli, jer toga u hrani nema. Čak i neprerađenoj, a ti jako puno znaš kako ta neprerađena hrana organska je kvalitetna, a dok stigne do samoposluge, u šta se pretvori. I hvala ti što se trudiš da to mnogi drugi razumeju i tu smo da zajedno to pomognemo, zdravstveno i ostalo opismenjavanje. Gabriela, še tvoja izkušnja, Ja, glede na tvoje leta ja, no, jaz bom rekla. in ogromno energije, ki se kar potencira, Ja, no, še tvojo izkušnjo. ja, no, jaz sem Gabriela Kojak z Bovca. Jaz sem tudi iskala za mene da zdravstvene probleme rešitev. Preko enega prijatelja sem dobila priporočilo, kaj bi lahko jaz naredila na sebi. Tako da mi je bilo priporočeno, da moje telo je bilo zakisano in sem probala, to mi rečemo antiparazitski program. To so proizvodi, ki so kisik tekoči, ker brez kisika ne moramo biti. Potem imamo vitamine, imamo različne minerale in vse to, in ionizirana voda. Zakaj sem tako dobra? Ena rastlina mi daje energijo, pomeni, da sem 3 mesece naredila to kuro, bi se reklo po domače. Videla sem, da sem na pravi poti, zato sem tudi zdaj, ko sem imela 60. rojstni dan, sem wow, ne, in Mateja je rekla, takrat je rekla, a kaj ti nisi bila tam? Jaz sem rekla, bila, ja, ma te nisem poznala, je rekla, ne. Ja, okej, spremembe, bolj se počutim, bolj sem živahna, ne spi se mi. To je tako, ko si ti rekla, da enkrat mi, da greh je, a ne, da si v puščavi, pa da najdeš izvir vode, pa da ne poveš, da drži za sebe. No. In tako jaz sem vesela, da imam to priliko in da drugim tudi povemo, kako smo mi. In oni se lahko obrnemo na vse nas, tako da bomo naprej tudi povedali. Tako da hvala. Jaz lahko povem, ne, mojo izkušnjo s ščitenco. Ko sem bila stara 28-29 let, so se začele hude težave. Ne.
Potem, ko rešiš problem, šele vidiš, kako izjemno pomembno je, kakšno hrano uživamo, kaj v umu nosimo in kaj v srcu nosimo. A ne? In zakaj je toliko teh problemov z zdravjem? Prvič zato, ker živimo v takem globokem stresu. A ne? Delodajalci pritiskajo, večina nima dovolj finančnih sredstev, da bi sploh lahko preživela. Veliko družin krpa začetek s konec mesecem, da sploh preživi. A ne? In kako bo v takem stanju človek ob osiromašeni hrani imel telo v vrhunski zdravstveni kondiciji? A ne? Vsi vemo, oziroma saj večini je znano, da hrana v trgovinah vsebuje ogromno dodatkov, ki dodatno siromašijo v bistvu vsebinsko kvaliteto hrane, sploh kar se tiče mineralov in vitaminov. Tudi zdaj, recimo, ko je poudarek na čim večjo maso pridelave hrane, a ne, s temi, bom rekla, že tudi večini gensko spremenjenimi semeni in predvsem hibridi. Pri nas, recimo v Sloveniji, je poplava teh hibridov, ampak zdravje ljudi pa vedno slabše. To se pravi, da tukaj nekaj ne štima, nekaj ne funkcionira. Jaz sama se ukvarjam s pridelavo zelenjave iz avtohtonih semen. A ne? In sama vidim, kako neverjetno se mi je popravilo zdravje, odkar sama svojo hrano, ki jo pridelam, uživam, in pa kar se mi je dvignil nivo samospoštovanja. To se pravi, ko začneš odmikati stres. In recimo mi, bom rekla, lahko nam rečemo 4 mušketirke, ne? Ampak mi vse 3 smo zgled, kako na pozitiven način lahko premikamo meje nemogočega. Ne? Ko si ti enkrat, bom rekla, v enem toku pozitive, gledaš na prehrano drugače. Začneš uživati malo, pa tisto veliko bolj kvalitetno. Vsi problemi, ki pridejo, jih sprejmeš, sprocesiraš in kar ni tvoje, enostavno pustiš od zadaj. Maja, bomo šli na tvoj primer. Ti si skoraj ubležala. Ja, sem obležala. Ampak ne toliko, da bi bila čist hin, toliko, da bi ne bilo več upanja, da ostaneš, čeprav menda ti je uradna medicina dala to upanje, da ne boš več hodila, ampak tvoja moč notranja, tisti tvoj glasek, je rekel, ne poslušaj. Ja, jaz nikoli ne vržem puške v koruzo, ne. Tudi takrat, ko je bilo najbolj hudo, je nisem. Res, da tako se mi zdi, ko sem se znašla v tisti situaciji, zdaj, ko pomislim nazaj, seveda čisto drugače gledam na to, ne. Je le toliko izkušenj za mano in iz tega se marsikaj naučiš. Danes sem v drugi poziciji, kot sem bila takrat, sem bila pač toliko mlajša, mičkam bolj naivna in tako naprej, ampak vse je v redu. To so te izkušnje, kilometrina, ki jo vsi rabimo, da se nekaj naučimo in to je bila tudi meni super lekcija. Je bila pa težka preizkušnja. Ja. Jaz sem praktično 1 leto pa pol bolj kot ne preležala. Na začetku je bilo res sploh hudo, jaz sem bila odvisna od drugih, nisem mogla sama zase skrbeti. V bistvu sam zaradi diagnosticirane hernije v ledvenem delu. In tukaj so bili neki čudni spleti okoliščin, zelo dolgo je trajalo, da sem sploh prišla do diagnoze. Nekaj časa so me glih, da ne obravnali, kot da sem hipohonder, dokler se ni na magnetni resonanci to pač tudi pokazalo, da to ni neka izmišljena stvar. Potem je bila planirana operacija, pa je moj nevrokirurg zbolel in ni mogel operirati, pa se je to vleklo. V glavnem rešitev, ne, kakršno običajno naš sistem ponudi, je to, da se z nekimi sintetičnimi sredstvi blaži bolečine, ne pa da se odpravlja dejanski vzrok. In to se je vlekalo in to je bila neka taka, mislim res, jaz včasih rečem, da je bil scenarij za kakšen hollywoodski film, ampak očitno je meni bilo tukaj neko jasno sporočilo, da moram iskati neko drugo rešitev in v enem momentu
sem tudi jaz videla, da bom mogla jaz vzeti stvari v svoje roke, ker enostavno to, da sem bila dobesedno zadeta, ne morem drugače reči, od močnih opiatov, ne, in da sem bila non-stop špikana z blokadami in tako naprej. Mene so pa na koncu, sem ugotovila pri prvem primeru, da so me pozabili v čakalni vrsti, nisem bila niti vodena v evidenci. In potem se je ta bolezen zgodila in sem mogla novega specialista iskati. Skratka, odlašal se je na vse možne načine. No, meni je bilo v enem momentu dovolj in hvala Bogu je bil drug specialist tako korekten, da mi je takrat rekel, pa Maja, si že ti probala B-kompleks. Ne? Se kaj, ja ne, ker to zdaj prvič slišim, ne? Ker so v naši, bom rekla, klasični medicini postopki mičkam drugačni, nič ne obsojam, imamo tudi zelo dobre specialiste in hvala Bogu sem vesela za vse korektne informacije, ki nam jih nudijo. Vemo pa, da je danes vedno manj, bom rekla, te človečnosti prisotne na vseh nivojih in ali zaradi manjka časa, ali ne vem zaradi česa, si tudi težko vzamajo čas, da bi se posamezniku res do dobra posvetili, da bi lahko reševali njegov problem. Tako da ravno zaradi tega sem jaz videla, da je treba stvari vzeti v svoje roke, da je zdravje naša odgovornost in v tistem momentu sem seveda jaz, ko sem slišala za to informacijo, začela iskati vse možne, sem sprobavala različne stvari, no, in potem sem prišla pač tudi do rešitve, sem končno po mnogih neuspelih poskusih pa našla prav izdelek zame, ki mi je pa v 14 dnevih dobesedno pomagal, da je ta moja, jaz sem imela prvo teklino zadnji tudi, ne, ker je bil seveda iščevalni živec tako zelo vnet in pač nič ni pomagal. Nobena sintetika, ki sem jo pač uživala, mi razen tega, da mi je malenkost mogoče bolečine zmanjšala, ampak sem bila pa zaradi tega nefunkcionalna v smislu, nisi čist pri sebi, bom rekla takrat, ne, se ti vrti slabo, skratka pač ima stranske učinke, ne. No in potem se je meni čudežno z polžjimi koraki začela stvar izboljšavati, sem lahko začela spet počasi hoditi, delati vaje, s čimer sem pač utrjevala svoj obroč, ne, ker so mi mišice seveda vmes atrofirale od ležanja. In evo, od takrat naprej, ne, jaz spet plešem, pa so mi rekli, da ne bom več. Bravo. In moram reči, v tistem trenutku, ker to je bila zelo huda izkušnja, jaz sem mogoče zdaj to tako malo pospešeno povedala, ampak ko pa ti cele dneve ležiš, ko se naveličaš brati knjige, reševati križanke, gledati televizijo, ko ti zmanjkuje idej, kaj vse bi še lahko počel, ne, v tisti grozni situaciji, ko si tam, ko ležiš in vegetiraš, je težko ohraniti nek pozitiven stav in moram reči, da je mene marsikdo od mojih prijateljev takrat kar občudoval, pa rekel, meni jasno, kako to zdržiš, ne. Ampak evo, jaz danes vem, zakaj. In moram reči, da kljub temu, da je bila težka izkušnja, sem tudi hvaležna za njo, zato ker mi je zelo spremenila pogled na življenje. In mislim, da je pomemben in da je ta moja lekcija tudi neka krasna popotnica za vse ostale, ki jim lahko pač jaz tudi preko moje izkušnje ali pa tudi preko izkušnje tistih, ki sem jim že jaz potem pomagala, ne v okviru pač naše aktivnosti, to je nekaj najlepšega, ko ti vidiš, kako lahko nekomu spremeni življenje na boljše. Tako, a ne, iz te izkušnje se lahko naučimo, da uradna medicina v bistvu ne zdravi vzroka, ampak samo blaži simptome. A ne? In veliko ljudi bi se lahko rešilo, če bi jih gledali celostno. Se pravi, kaj jim manjka. A ne? Čisto preprosto, osiromašena hrana je ponavadi največji vzrok bolezni pri ljudeh. A ne? In pa ta pozitiven pogled na življenje. Ljudem je treba vliti upanje, da je možno. In tukaj smo pa zgledi, a ne? Ki vlečemo stvari naprej in na lastnih izkušnjah lahko povemo, kaj se da narediti. A ne? Aleksandra, prosim, tvoja zgodba je tudi tako zanimiva, prosim za par besed še. Apsolutno je tako. To je sklonjeno iz odrastanja. To podučavanje. Kako to što ti pojedeš se pretvori u tvoje telo. To je fenomenalna, genijalna inteligencija da pojedeš pile, a pretvori se u Aleksandru. Pa kako to? Ne pretvorim se ja u pile. Znači, to je tako napravljeno da se ti samo isceljuješ, ali onim što uneseš iz prirode i pozitivnim mislima, ovo što smo pričali,
A kakva nam je priroda? Šta smo napravili od nje? Znaš, ovo što je ona rekla za B vitamin, pa posle me samo podsjeti da nastavim za decu. Meni je taj B vitamin prirodni spasio život. A kad sam stigla do njega, ja sam već pila 6 kutija hemijskog B plus mnogo hemije. Protiv tuge, depresije, kad sam ostala bez supruga, ja 17 godina nisam mogla da se vratim u život, a znam da je život lep. A hoću. Idem na sve terapije, sve radim šta mi se kaže. Mrtva. I kaže mi prijatelj mog rođaka, uzmi B vitamin. Ma kažem, kakav bre B vitamin, pa ja pijem na lopate B vitamin, me zafrkavaš ti. Ma kaže, probaj ovo. Šta je to? Samo probaj. Mateja, posle 3 dana je meni počelo da biva bolje. Ja kažem, čekaj bre, nemoguće. Šta je ovo? Pa molekul B i molekul B. Zašto ovo radi, ovo ne radi? E pa kaže, ovo je iz laboratorije, a ta bioorganski. Ovo je priroda. Pa ja i dalje ne verujem. Pa i dalje onda sam uzela da izučavam razliku između prirodnih vitamina i veštačkih. Mi to nikad čula nisam u tim godinama. E sad sve je tako i meni je odatle, od te male odluke da počnem to da koristim, život koji je išao ovako, od tog trenutka je krenuo na uzbrdo i na drugu stranu. Ceo život, sve oblasti, kad sam ja počela da se osjećam bolje. Šta još je jako bitno? Vidiš ovo što smo pričali, strah i stres, jel tako? Ti to misliš kad se reši stres, ja ću biti bolje. A meni je iznenađenje bilo da kad sam ja dala pravu hranu mozgu, ja sam drugačije rešavala stres i sve izazove. I odatle je krenuo ceo život, sve oblasti na bolje kad sam ja dala hranu mozgu. Ja sam mislila da treba promenim način samo razmišljanja, čitam knjige, da se družim. Ne, fali hrana na dnevnoj bazi. I za mozak, i za srce, i za sve. Sad moje ključno pitanje, šta se događa sa decom? Koji uzrasti danas oboljevaju od teških oboljenja? Ono što su bakice nekada, evo zovu me masovno mame, astma, dete 2 godine, puno šlajma. Kako? Dijabet, aritmije, autoimuna oboljenja. To je što je Maja rekla i što si ti rekla. Sve posljedica hroničnog manjka na ćelijskom nivou plus otrovi svaki dan. I prvi sistem koji je najslabiji, dobiješ dijagnozu. Ima ih 12.000, a sve se svodi na samo jedno. Pothranjena ćelija i zatrovana. Ako je srce, zovemo aritmija, angina pectoris, ishemija. Ako je pankreas, ćelije pothranjene i zatrovane, kažemo dijabet. To što si malo prepričao. Ali kad dodaš šta treba ćelijama, telo ume samo sebe da popravi. Znači da ogrebem čelik, da ga ogrebem, on ostaje ogreban za uvek. A kad svoju kožu ogrebem, ono se samo isceli. Ono samo sebe popravi. Tako sve unutra. Naš je ozbiljan zadatak da ljudi razumeju odakle izazovi. 80% civilizacijskih oboljenja počinje odavde, što si rekla. To je srce, krvni sudovi, obezitas, višak kilograma, dijabet, depresija, osteoporoza, tumori, astme, alergije, autoimuna, hroniciteti koji dugo nastaju i to je 80%. Civilizacijskih bolesti i taj uzrast je stigo do naše dece i unuka, sad ću se rasplačem ovde. Znači imamo puno posla, ali je jednostavno je. Ko se slaže s ovim može mnogo da uradi za sebe, a i za svoju decu i za naslednike, dok sređujemo planetu. Tako, bravo. No, Gabriela, še tvojo izkušnjo? Jaz sem šla zelo hitro na bolje, telo se je se spucalo. Ja, ti si imela tudi probleme z morgeloni. Z morgeloni, ja. Tako no, da, to me zanima. Morgeloni, ja, zato ker se je moje telo
se se je čistilo, se pravi, ni bilo več zakisenost. Je šlo ven, ne, normalno, oni so, čeprav vemo, da morgoloni jih imamo v sebi, živijo z nami, jih sprejmemo, ampak nekateri gredo ven, tako da, kako sem reševala, naprimer, jaz sem ugotovila, da ko sem imela težave s sinusi, ko sem imela tudi prej, ko sem v robček pač se obrisala, pa sem videla, da je nekaj čudno, pa sem tudi posnela, ne, tako da zanimivo je bilo, tako da jaz nisem vedela, da so to morgoloni, ampak sem vprašala tiste, ki to poznajo, so se malo tako hecali z mano in rekli, ti imaš morgelone, ti itak, ne, morgeloni, kaj je to, ne. V glavnem vem, da kar je noter v nas, kar je s hrano, bilo s kjerm, iz zraka tudi vemo, da skozi kožo dobimo te stvari in normalno, da oni grejo ven in ta morgelon je ko sem ga probala tako malo na robčku, je trd bil in zanimivo, jaz sem naredila malo tako, malo sem se igrala test, ja. Sem za potrebce malo tako, kaj je to trdo. In je odskočilo, mislim, ko sem snemala tako, ne, in je ono odskočilo, ne, meni je bilo to hecno, ne. Ko sem to posnela, potem sem še večkrat, je prav taka trda reč, ker jo ne boš ti zdrobil, tako da... To je tako, 2 centimetra dolga nitka? Ja, ampak tako bi dela ena gospa, kar je spremljala, je rekla, a veš, kako smo mi rekli včasih, to je smrkelj. Ne, se reka, to vem, da ni bil, ampak se je videlo noter, ker je bilo krvavo. Ne, pa malo drugače. Malo drugače, ne, tako da jaz sem tudi čtila, me začne srbeti v nosu, takrat vem, mislim, da bo še. In še enkrat je bilo na trebuhu, isto sem videla, da me neki, sem mislila, da imam kakšno, a je bil klop, a je kot ena trska, jaz sem jo pač z pinceto ven dala in sem isto spet videla, tako da, ja, mislim, zanimivo, ne, tako da zelo reči, jaz sem vesela zdaj, ker je ta korona, da smo se spoznali in ogromno izkušenj vidiš, eden tako da imamo rešitve, vse je v naših rokah, tako da ne rabimo biti farmacevti, ne poznate, kaj to proizvodi so zdravniki, ki so 25 let, ki so že poznajo te zadeve in imajo izkušnje, nam povedo, da obstajajo rešitve, kaj narediti, so rezultati in tako da mi smo samo, jaz sem vesela, smo verjetno poslani, da je to naša naloga, da širimo. Jaz sem vesela, ker zdaj 60 let, ko sem stara, sem šele zdaj začela, mi je všeč, rada živim, me ne skrbi prihodnost, ker vemo, kaj moramo narediti, se pravi na samooskrbi, da jemo hrano, pravo hrano, živo hrano, da pijemo vodo. Mi smo imeli izvirsko vodo, ampak jaz sem videla, da to ni več tista izvirska, ker itak vemo, da dobimo, prehaja z lufta. Ja, kar ne bi smeli. In rešitev imamo, sem si tudi nabavila aparat, ki ta ionizira, alkalizira vodo, živo vodo. Zelo očitna razlika je, tako da zato sem pa tudi živahna, ker je voda, je živa voda, ja, ti da energijo, potem ona tudi, se pravi, splakne, kar je ven, ker jo popiješ normalno, da se izloči in tako da super, tako da imamo rešitve, lahko se obrnete na nas, vse, ki smo tukaj, smo verjetno z enim namenom tudi se združili in delamo dobro, tako da res sem hvaležna za vse nas, ki smo se povezali, tako da... Hvala lepa. Ja. No, zdaj, ko si odprla to tematiko voda. Voda je izjemnega pomena za življenje. Vemo, da človeško telo vsebuje 70% vode, rastlinsko še več. Zakaj ionizirana voda? Vemo, da imamo vod več vrst, ampak najboljša za življenje pa je ionizirana. Zakaj je ionizirana? Tudi dež, ko pada čez atmosfero, se naelektri.
A ne? In ta naelektrena voda je v bistvu ionizirana voda. Zato rastline, ko pade dež, veliko hitrejše rastejo, pa veliko boljš, kot če jo mi zalivamo z vodo iz pipe. Kakšna je to razlika? A ne? Kaj pa sploh je ionizirana voda? In zakaj je tako pomembna za naše telo? Boš ti, Aleksandra, o temu? Hvala na ovoj temi, Mateja. To je izuzetno važno i bitno. Ionizovana voda, ovo što je pominjala Gabriela, taj aparat koji ona ima je napravljen analizom svetih voda i voda sa himalajskih glečera, Hunza voda. Zašto su te vode lekovite? Pa su naučnici vidjeli koja su to svojstva. Pre svega je Moto Masaru, japanski naučnik koji ima institut u Japanu za lečenje vodom, da je voda živa, da ima šestougaone kristale, to je živa, zdrava voda koja ima tako 6 uglova, kao pahulja. Tako kako pahulja izgleda i svaka je pahulja za sebe. Dobro? Takva voda, znači kad se kapljica zamrzne i ima 6 uglova, ona je najlekovitija jer, kako si rekla, 70% našeg tela je voda, ćelije međusobno razgovaraju preko kog medija? Preko vode. One su dobre komšinice, ali razgovaraju preko vode. Ako nije šestougaoni kristal, nije ta živa voda, mi možemo i da se ne razumemo, pa da se posvađamo u našem telu. Jel da? Znači, voda je prenosilac komunikacije u celom telu i to je 70% je tako. Ionizovana voda, kako si divno rekla, znate kako ide H2O? H i 2 kiseonika. I to je veza. Ionizovana voda ima ovaj jedan H sklonjen. Ostao je pozitivan ion H i negativna OH grupa. Sećate se, išli smo na hemiju u osnovnoj školi. Taj negativni OH ion, on ima viška elektrona. Zašto nam on treba? Za neutralisanje slobodnih radikala, najvećih napadača naših ćelija i zdravlja. Znači, ta voda koja je ionizovana pokloni taj elektron i ubije napadača. I ovaj sad slobodni radikal nama više ništa ne može. I zamisli kad ti to imaš kod kuće i piješ. Kako ozdravljuješ i kako dobijaš snagu i kako se ne razboljevaš preventivno. Dalje, ubacuje se kiseonik unutra. Ti bez vode možeš da izdržiš 4 do 5 dana, zavisi od klime. A bez vazduha, bez kiseonika, zapušiš ovako, koliko? Minut, 2? Ne može. Znači, ta voda o kojoj ona priča ima i pojačan kiseonik. Ima takve šestougaone kristale da naše ćelijice se lepo druže i razumeju. I još jednu stvar ću pomenuti koja je jako bitna, kratko, neću detaljno, mikroklasterizacija. Znači, molekuli vode u našim česmama su veliki grozdovi, slepljeni. I to ne može da uđe u ćeliju kako treba. A ovaj aparat to podeli na male grozdove, na male klastere i onda voda unese hranu u ćeliju, pokupi otpad i iznese. Znači, voda služi za razlaganje suve materije, za transport, za detoksikaciju i za razgovore u ćelijama. Od suštinske važnosti da voda bude zdrava. Ja dok nisam ovo počela da učim, ja nisam pila vodu uopšte. Pila sam sokove i čajeve, kao to je voda. Nije. Voda, nevezana za bilo šta, pa piti čajeve, Aleksandra. Tako da je to pravo blago koje prevenira nastanak problema i tamo gde su izazovi ubrzava samo isceljenje. To su neverovatne stvari. Ako postoji taj institut u Japanu, to pogledajte na internetu, zove se Poruka vode. Ja sam tu knjigu i ponela za te kristale i kako se deformiše voda
kada joj ne šaljemo ljubav, kada promenimo vibraciju, kada slušamo heavy metal, koliko god da volimo, mi mora da ozdravimo vodu posle. Ali zahvalnost, ljubav, zagrljaj, to pravi zdravu vodu koja pomaže da se naše telo samo sa sobom lepo ispriča. Deževnica je na ta način narejena, da je ionizirana. In kdor je poskusil prati v deževnici, ve, da se veliko lepše pere perilo, zato ker je mehka. Pa tudi, recimo, ko so rastline zalite s to deževnico, tudi čist drugač rastejo, tako smo že prej rekli. Pa še nekaj je, ta ionizirana voda v našem telesu, ko jo mi dovedemo to ionizirano vodo, tudi hranilne snovi se veliko lažje presnavljajo, kot če te ionizirane vode ni. Zakaj? Ravno zaradi teh prostih vezi, ki potem to samo po sebi deluje. Samo telesu moramo omogočiti to samo zdravljenje. Zakaj pa, bomo rekli tako, ne bomo šli zdaj na teorije zarote, zakaj je zdaj ozračje tako onesnaženo, s kakšnim namenom? Ta stara znanja, da je deževnica bila izjemno zdravilna, dokler ozračje ni bilo onesnaženo. Kaj pa danes? Praktično je neuporabna za telo naše. Zato se lahko zahvalimo podjetju, ki je dalo na trg ionizator, da mi lahko ne da goljufamo naravo, ampak da pomagamo svojemu telesu. Jeste. Mogoče bi Maja ti o tem kaj več povedala, ker to je pa tako pomembna zadeva, da o njej ne moramo molčati. Ja, voda je nasploh vir življenja, in naše telo ima krasne možnosti, da se samo zdravi, samo mi ga moramo podpreti z pravimi stvarmi. In voda je definitivno tudi eden od teh ključnih virov, orodij, bi jaz temu rekla, s čimer to lahko naredimo. Pa bo mogoče, da si bojo naši gledalci lažje to predstavljali, čisto en konkreten primer povedala. Konkretno od moje prijateljice, ki se tudi profesionalno ukvarja z diagnostiko, z pregledi žive kapljice krvi. Gre za eno zelo priznano, odlično metodo, ki je mogoče v svetu še bolj cenjena kot pri nas, ampak je proučevala sinovo kapljico krvi, namreč on je pač aktiven športnik, je redno pil vodo, kar je pri športnikih sploh pomembno, tudi vse ostale stvari, ki jih je treba početi, ampak njegova kapljica krvi je pokazala močno dehidracijo, kljub temu, da je on, je rekla, bom citirala, žlampal vodo, tako je ona sama rekla, se pravi, ni bilo efekta od tega. Dobro, pustimo to, da je treba vodo tudi piti počasi po požirkih, ker to je tako, če mi zlijemo naenkrat pol litra vase, je približno tako, kot če imaš presušeno rožo, ko vemo, zliješ in gre sam skozi, tako kot če sito, ni efekta. Tako da moramo piti počasi po požirkih, ampak dobro, tudi ko je to delo, ni bilo učinka, dokler si niso doma nabavili ionizatorja. In potem so videli v bistvu to razliko, so primerjali, kako se mu je v bistvu v tako kratkem času slika čisto popravila. In njegove celice pač niso bile več dehidrirane. To je zanimivo, kaj vse se pokaže pač na tej diagnostiki, tudi krije v bistvu naše ogledalo zdravja. Mogoče bomo tudi kdaj več o tem spregovorili, ker je tudi spet en tak zanimiv aspekt. Ampak evo, tipičen primer, ena ali pa druga, pa da ne govorimo potem še vse, kaj imamo v vodi, ostalih primesi, ki niso seveda najboljše za naše zdravje, pač kar je v vodovodu nekako nimamo vpliva, pride do nas. Zato pa mislim, da je toliko pomembno, da naredimo tisto, kar je seveda v naši moči, da omilimo vse te
slabe stvari, ki jih lahko vnašamo. Ne? Ker po eni strani smo na začetku že otvorili temo, imamo manjko hranil zaradi pretiranega izkoriščanja zemlje, zaradi masovne proizvodnje, uporabe pesticidov, herbicidov in tako naprej. Ne? Po drugi strani se pa število toksinov, ki jih imamo, spet zvišuje na vseh področjih. Ne? In zato je še toliko bolj pomemben, da na čim več vidikih, to si tudi sama občutila, ne, si lepo povedala, kako se je tvoje telo drugače počutilo, ko si začela uživati svojo lastno ekološko pridelano hrano. Pravzaprav je to vse neke vrste energija. Ne? In ne vem, prej, ko smo Aleksandra je povedala, kako se kapljica vode vidi pod mikroskopom, ne? Če je živa voda. Podobno je lahko tudi z rastlinami, če ti daš slabo ali pa dobro energijo, in isto se dogaja pač z nami, z ljudmi. Mi lahko zaradi različnih dejavnikov se naše celice poškodujejo, ne? Smo pač danes na vsakem koraku se dogaja pač oksidativni stres zaradi različnih nivojev. Ne? Eno je pač stres, ki ga doživljamo iz okolja, v smislu, ne vem, mogoče zaradi drugih ljudi, slabih odnosov, se veste, kaj se dogaja, a ne? Ni najbolj prijazno okolje, žal. Po drugi strani pa tudi samo zastrupljenost in škodljivi učinki iz okolja. Ne? Je pa dobra stvar, da je več kot polovice zdravja v naših rokah. Tako da evo, to je pa tisto, na kar lahko sami vplivamo. Ne moramo glih najbolj ne moramo vplivati na ne vem, dedne dejavnike, ki jih pač, to so neke predispozicije, ki jih dobimo. Neke smo odvisni seveda tudi od našega sistema, v katerem živimo, a ne, ki je lahko bolj prijazen ali pa manj prijazen. Okoljski vplivi, ne, ostalo je pa pač na nas. Tako. In evo, če gledamo slabe stvari, ne, ko smo zdaj mogoče toliko govorili, kaj vse ni v redu, rešitev. Večina stvari je na tem in mogoče včasih narobe to, da kažemo s prsti na vse ostalo, kaj je narobe, ne, tako kot tudi delamo, če nam kaj ni všeč, pa kažemo rajš na druge, ne, ta ni v redu, on ni v redu, ne, to ni v redu, okoliščine niso v redu, nič ni v redu, ne. Ok, kaj pa lahko jaz naredim, da bo to drugače? To je vprašanje, ki bi si ga mogli v bistvu vsi zastaviti. In jaz lahko tudi po sebi povem, da ko sem začela tako razmišljati, so se stvari začele tudi drugače odpirati. Ne? Mislim, da lahko to potrdimo vse štiri na podlagi lastnih izkušenj. Ko svojo usodo vzameš v svoje roke, ne glede na to, kaj ti drugi rečejo, zamašiš ušesa in greš svojo pot naprej, preživiš, pa ne samo, da preživiš. V tebi je vrelec mladosti, energije, dobre volje. Sreče, novih prijatelja. In da to lahko podeliš z drugimi. Za marsikoga je to misija nemogoče, a ne? Ker so nam tako vcepili ta program, mi bomo poskrbeli, mi bomo ono, mi bomo tretje, ti samo pridi, pa ni problema, ampak vidimo, da ni to rešitev. Rešitev imamo na dlani, samo videti jo moramo, sprejeti jo moramo, a ne, je pa težko, ko se odločiš, ko je treba zamenjati od prehrane, mišljenja, sprejemanja zadev, ne? Ampak vse se da, če se hoče, če tudi z malimi koraki. Tako da je težko, ampak če je težko, se da, če je pa nemogoče, pa če žal, a ne. Tako. Ja, jaz bi tukaj mogoče sam dodala, da smo ljudje v osnovi nagnjeni k temu, da nismo najbolj naklonjeni spremembam in nam je težko iti iz teh naših okvirjev. Pravzaprav ravno zato, ker smo bili na nek način programirani, kako moramo živeti. Ne? Ko se pa premakneš v bistvu iz te cone udobja, se pa začnejo velike spremembe odvijati. Ne? Evo, jaz sem se premaknila in to je bil moj mali čudež. Ne? Tako. Tako da vsak ima možnost tega svojega čudeža. In mi mogoče smo danes dali en delček teh informacij, ki lahko vsakmu pomagajo, da živi bolj zdravo, bolj kvalitetno življenje. Seveda jaz mislim, da smo mi v prvi vrsti zgled, da moramo biti, ne? Mislim, jaz si želim, da s tem naredimo nek premik v družbi, ker verjamem, da si vsi zaslužimo kvalitetno življenje. Tako. Zdravje je pač naša odgovornost. Ne? To, kar sem že prej dala to iztočnico, prej ko to spoznamo,
boljše za nas. Ne? To je edina hiša, v kateri bomo živeli celo življenje in vse, kar naredimo za nas, je najboljša investicija in ta nam bo obrodila največje obresti. Ni denar tist, ampak to. In ko prideš enkrat v to situacijo, da ostaneš brez zdravja, začneš drugače gledati. In takrat vidiš, da ti noben denar, ne avto, ne hiša, ne vem, kaj ti ne pomaga. Ne? Takrat si lahko srečen za prijatelje, ki ti stojijo ob strani, pa za znanje, ki ga imaš. No, meni ga je takrat že v tistem momentu manjkalo, ampak evo, zdaj s temi izkušnjami, ko jih imam, gledam drugače in imam svojo misijo. No, skratka, ampak ker je pa zdravje v naših rokah, mi lahko damo naprej informacijo, kaj bo nekdo z njo naredil, je pa njegova odgovornost. Tako da, če se bo narobe odločil, če bo sprejel pač neko bližnjico zase, ne, pa bo enostavno prej ali slej tudi občutil na svoji koži posledice. Tako da jaz velikokrat vidim pri kakšnemu posamezniku, ki mu lahko dam rešitev na dlani, pa on tega ne sliši. Mogoče ni zmožen slišati, mogoče noče, ne vem, ne želim nobenega obsojati, ampak to so zelo težki trenutki zame, ko iz vsega srca hočem pomagati, pa te človek ne posluša. Ne? Pa si pa misliš, ne, v redu, sej tvoje življenje, tvoja odločitev, tudi vse, kar se bo dogajalo, pač kot posledica te tvoje odločitve, bo tvoja odgovornost in boš ti mogel to breme nositi. Meni je to težko gledati, priznam, ne, ker sem pač po naravi taka, da rada pomagam drugim in da vsem prvoščam, da so srečni, da so zdravi, da so zadovoljni, ampak ja, včasih pač ne moreš, ne, in je tudi to treba sprejeti. Tako da hvaležna sem, da mi enako razmišljamo in da širimo to in tudi tebi, Mateja, ki odpiraš te tematike, ki so v bistvu res nujno potrebne, da danes sploh lahko preživimo in pa tudi za vse naslednje generacije. Ne. Hvala. Tako je, ne? Vsak rab svojo lastno izkušnjo, ker šele takrat zna človek ceniti, kaj je imel, zgubil, potem pa sam začne iskati rešitve in mu začne v glavi odzvanjati milijon informacij, ki jih je dobil. Poznam take primere, a ne? In takrat moraš vedno odpreti vrata in človeku pomagati, brez odvečnih besed, samo sočutje. A ne, tega tudi manjka danes. Ja. Da razumemo, da nekdo še ni zrel, tako kot paradajz, tudi zelen ni dober, ne? Mora dozoreti, mora biti rdeč in mora dišati. Tako kot informacija pri človeku samem. A ne? Zdaj, za konec bi se pa jaz lotila še ene izjemno pomembne tematike. To smo že prej ugotovili, da ta ključna nit je vzemi svojo usodo v svoje roke, ker drug jo namesto tebe ne bo. Še najmanj farmacija, ker zanimivo za farmacijo je, da vedno bolj, ko je razvita, vedno bolj so bolni ljudje. A ne? To je na dlani, to nimamo več kaj sploh debatirati. S temi njihovimi zvarki, sploh pri recimo teh komponentah v ampulcah, ne, s tistimi dolgimi špicami, kaj vse delajo, ampak jaz bom tako rekla, ne, brez teh ampulc smo milijone let preživeli kot človeštvo, sploh kmetje smo preživeli vse sisteme, a ne, lahko rečem iz lastnih izkušenj, pa bi šle mi nazaj na te vitamine pa minerale. Zakaj so tako zelo pomembni za naše telo in kako jih lahko nadomestimo v tem vmesnem obdobju. A ne, verjetno vse tri veste, da se jaz sama z mojo ekipo zelo zavzemam, da bi šli nazaj na ekološko kmetovanje, na to sonaravno kmetovanje z avtohtonimi semeni, ker avtohtona semena so edina semena, ki so prilagojene za naš okolje, za naše razmere, da so tudi polna vitaminov in mineralov, zato če vzamete, a ne probate, recimo korenje, ki je avtohtone sorte ali pa hibriden, hibridno je več ali manj bolj voda, avtohtono ima pa okus. A ne? In tudi gozdne borovnice, ki so naravne, imajo čisto drugačen okus, kot te umetno gojene. A ne? Ampak, ker vemo, da večina
nima niti možnosti, da bi sama gojila doma zelenjavo na tak način, čeprav so zdaj tudi možnosti, pa veliko volje, da ljudje tudi na balkonih sadijo solato namesto rož pa paradajza, ne? Jaz poznam kar nekaj primerov, imamo tudi Homeogarden, ki pripomore k temu, da si to lahko ljudje privoščijo. Kako ta vmesen čas nadomestiti te vitamine pa minerale v taki meri, da bomo preživeli čim bolj neodvisno od teh umetnih, da ne bom rekla fake vitaminskih dodatkov in mineralnih, ker jaz sem tudi vse sorte probala, ampak bom rekla, do tega trenutka, ko sem spoznala eno alternativno rešitev, ki je na naravni bazi, res na naravni bazi, ni bilo nekega efekta. Čeprav v tej vmesnem obdobju, ko sem jaz prešla iz, bom rekla, iz službe na popolno samooskrbo, sem pač marsikaj probala, da je moje telo čim bolj preživelo te strese, kar se tiče prehrane. Pa bi jaz odprla še tukaj to debato za konec, da ljudem damo informacijo, kako si lahko pomagajo z malo, pa s tisto dobrim. Aleksandra, mogoče ti vidim, da ti kručke žarijo, ki bi rada spregovorila. Prosim. Vidiš kako... Hvala puno, hvala. Osnova je ovo što si rekla, ja ću da probam to kratko, ali sa puno ljubavi da kažem. Osnova je hrana. Znači, jesti, ako je moguće organsku, pronaći svog kmeta, se tako kaže, svog seljaka gde ćeš nabavljati jaja, sir, da znaš ko to proizvodi, gde te životinje jedu i ti tu investiraš, njemu podržavaš proizvodnju, a dobijaš kvalitet. To pod broj 1. Znači hrana. Što više živih stvari jesti, ne kuvano, bareno, pečeno, prženo, zamrznuto. Živa, jer ona ima vitalnost, vitalne fotone od sunca sačuvane u sebi. Živa hrana, sokove cediti, isto ako može organsko, zaobilaziti, pomoći deci da ne kupuju u samoposlugama, spremiti ih za školu, spremiti ih da ponesu kod kuće, to vežbati porodično. Vodu naučiti da se pije, pričat ćemo drugi put kako se pije voda i tu postoji pravila, nekako ja nisam znala kako se voda pije. I na sve to pozitivno razmišljati. To je sad ovo što je Maja pričala, cirkulacija, kretanje, ali tu hranu treba obogatiti dok mi zemljište ne vratimo u stanje koje je bilo. Ima još jedna stvar koju zaboravljamo, ali da kao kroz naše telo, kao što kroz naše telo prolaze sva zračenja, prolaze i kroz biljke. Ti na vrh brda da se popneš, Mont Everesta raditi mobilni. Otprilike. I tamo nije čista sredina. Jel tako? Znači, zaboravljamo na elektrosmog, na zračenja i te biljke preko njih sve prođe. I bankovna komunikacija i naši razgovori, sve, sateliti, GPS-ovi, ali to naše telo ne ume da oseti. Nije se adaptiralo da detektuje napad elektromagnetnih zračenja. Ok, tako da uz tu hranu koju ti pričaš i toliko brineš i o tom semenju, stvarno nema bolje od autohtonog. To je potpuno adekvatno tvom biću, mom biću gde živim. Ja? Tu hranu, pogotovo ako smo u gradovima, treba dopuniti prirodnim, iz biljaka vađenim vitaminima, mineralima, aminokiselinama, enzimima i tako dalje. Naći ekološka sredstva za čišćenje kuće, da ne zagađujemo vodu, naći zaštitu od elektrosmoga, to sve treba ispitati. S druge strane, znači to je što se tiče davanja telu onoga što mu treba. Treba nam finansijska sigurnost, treba nam novac za kvalitetne vitamine i novac za organsku hranu. Ona nije jeftinija, jel tako? Nažalost, došli smo dotle da zdrava hrana ne može, jer puno odnosi vremena i energije i truda jednog čoveka. Če lahko tukaj
kvalitetna hrana je imela vedno svojo ceno. Nikoli ni bila cenovno podcenjena. Tako je. Ali je nekada to bilo normalno stanje planete. Tako. Kod moje bake. Pa smo svi jeli, ubereš šargarepu, obrišeš i jedeš. Ja. Em je sveža, em je živa hrana. Šta sad? Kad je taj paradajz ubran, kad je ta banana ubrana, gde je sazrevala? Zelena brana, ko zna koliko meseci tamo u nekom brodu stoji. Nema tu vitamina, minerala, to samo deluje da je ista banana. Nije. Znači, nama treba živa hrana, što kvalitetnija, potrudimo se, voda, voda, voda i da imamo mir. Timoteja, Gabriela i Maja, podučavajući ove stvari, ja znam da vi imate i način da podučite ljude kako da malo poprave finansijsku situaciju, da mogu da ulože u zdravlje. I to je možda sledeća tema, ali izuzetno važna. Smanjuje stres, strah od besparice, strah od bolesti i to bezvolju i ozdravljuje. Znači, mi u naše zdravlje treba da ubacimo i finansijsku sigurnost, plus dobre prijatelje, prave ljude, izbaciti iz života detoksikaciju negativaca. Bolje čitam knjigu nego da me gnjavi. Kome je teže, da li tebi ili meni? Ne, meni je teže. Ja imam više bolesti. Ne, ti imaš više bolesti. O čemu pričam? Znači, to je sve, možemo da pomognemo ljudima i taj aspekt da urade i da se osjećaju jako dobro, da pomažu drugim ljudima iz ličnog iskustva. Ne rekla Mateja, rekla Maja, Gabriela, ne. Iz srca istinu. Pa ko je, šta smo rekli na početku? Tražimo istomišljenike. Mi tražimo njih, ne prevaspitavamo tebe. Mi tražimo ko bi voleo da drži život u svojim rukama i tu smo da pomognemo. I hvala ti na tome što si uopšte nas ujedinila ovako i da ne bi Gabriele, ja tebe ne bi upoznala, da ne bi Maje, ne bi bilo ovog programa. Vole nas nebesa, a upoznali smo i Irenu i Aleša danas i to mi je veliko zadovoljstvo da ćemo ispasti i ovako lepe na snimku. Osim što smo pametne. Hvala, Pa so rekli, da pamet pa lepota ne gresta skupaj. Kdo to pravi? Ne može, viš da može. Sve može. Prava lepota prihaja od znotraj. To si mi pa zdaj vzela z jezika. Ja, telo se stara, ampak zakaj nekateri ljudje še na starost gledajo tako izjemno mladostni? Maja. Ker imajo to svojo življenjsko energijo. Res je. In ja, evo, vse, kar prihaja od znotraj, to, kako razmišljamo, to, kar drugim pač probamo dati, ne, pomagati, ta naša srčna kultura, ki mislim, da jo vse nekako premoremo, ne. Jaz mislim, da je to tisto, kar nas dela resnično lepe, no. Ker nekdo je lahko neka taka lupina, ne, to jaz to primerjam kot pirh, ki je lahko čudovito od zunaj, ampak dokler ti ne vidiš, kaj je noter, ne, lahko je klopotec, lahko je gnilo. Vsebina je vedno bolj pomembna kot lupina, ne. In ja, zato tudi tak poudarek na to, kaj je treba vnašati nase. Se mi zdi, da danes družba ratala nažalost mičkam plehka, kar se tega tiče, ne. Saj smo se tudi mi prej hecale, ne, kako moramo izgledati ampak globoko nekje vse pa ni to naše bistvo, ne. Ampak a ni smešno, kako ljudje veliko več dajo danes nase, kot pa da bi gledali na to, kaj dajo vase. In mene tudi včasih šokira, ko vedno znova poslušam neke izgovore, ne, ja, pa ekološka hrana, to je drago, vitamini pa minerali, to je drago, ne. Ja ne, potem pa greš pa si kupaš 10 različnih šmink, ne, pa ne vem koliko oblekic, pa tako torbico, pa une čeveljčke, pa moraš voziti tak avto, ne, a ja, zato ti pa ni škoda denarja. Pa kakšne drage destinacije v tujini? No, pač jaz vsakmu prvoščam vse to, da ne bo pomote, sam ne pol meni govoriti, da je to drago, to, ko je najbolj važno za tvoje zdravje.
kaj ti bojo super čeveljčki, pa vse ostalo, če ti nisi v redu. Ja, samo na koncu, ne, ko pride bolezen, ne gledaš več na denar. Ti povem, takrat vsa sredstva uporabiš samo za to, da bi si vrnil zdravje. In ne rečejo zastonj, se je lep pregovor, ne, da ima zdrav človek 1000 želja, bolan pa samo eno. Tako, In res je. to je res. Jaz lahko povem pač iz svoje izkušnje. In ja, pač želim si, da bi čim manj ljudi imeli tako izkušnjo. Je pa res, da so te lekcije, ne, ko jih sami damo skozi, najbolj dragocene. Res je. In včasih take pač izkušnje moramo tudi to. Največ šteje. Ja. Je pa mogoče tudi še ena stvar, ki smo jo malo zanemarili v današnji temi. Veliko ceneje, če vlagamo v preventivo, kot da potem zdravimo že neka zatečena stanja. In tukaj je tudi naša družba in sistem narobe organiziran, postavljen, ne, ker se enostavno ne dela in ne vzgaja že od malega na to, da bi skrbeli, da bi se že v šoli o tem, vse mogoče se zdaj neki premiki delajo, ampak ne ta pravi še. Treba bi bilo delati na preventivi že od malih nog naprej, ker bi bilo veliko manj bolezni potem. Mi pa žal tukaj uničujemo sami sebe, onesnažujemo okolje, uničujemo se v odnosih na vseh področjih. Ne. Ja, kaj, se bomo sami sebe na koncu pobili, če bomo tako delali. Ne. Tako je. No, vse smo že na dobri poti. Ja. Če ne bomo spremenili navad. A ne, včasih so imeli večino zadev v trgovinah v povratni embalaži, v vrečko si prišel, si natočil, vrnil nazaj, naslednjič ne, prišel iskati. Danes je pa poudarek na plastiki. Niti ne vemo, kaj ta plastika pomeni za naše telo. So tudi veliki motilci, a ne, zato, ampak to je pa že druga tema, ki se jo bomo pa enkrat naslednjič lotili. O tem transhumanizmu in tako naprej in ne vem, koliko spolov, 72, koliko so jih zdaj ugotovili. Mislim, dobro, ne bomo o tem danes. Če bi ljudje zdravo jedli, pa zdravo razmišljali, potem tudi teh spolov toliko ne bi bilo, ne, če lahko. Zdaj bi pa jaz za zaključek, res tisti zaključek, vsaka par besed, kako ljudi pozvati k zdravemu načinu življenja, razmišljanja in vrnitev nazaj in kje in na kakšen način si pomagati. Mi bomo tudi objavili kontakt, kam se ljudje lahko obrnejo po dodatne informacije. Mi imamo ogromno izkušenj s tem. Jaz sem se tudi odločila, da poleti, ko se bo začela zelenjava, začnem tudi z delavnicami, kako si pripraviti čim več hrane doma, v kozarcih, v slanico, v domač kis, kako to narediti. Tako da sem že dala malo tako za vabo in je izjemno zanimanje, zakaj že nisi začela. Ampak je treba vedeti, da je to kar proces, tako da bomo ljudi naučili spet iti nazaj k tistim starimi znanji. Ampak seveda v vmesnem času je pa treba pač sprejeti stvari take, kakor so, si pomagati, da bomo čim bolj zdravi, prešli tudi ta WHO zdaj, ki nam grozijo s temi oslarijami njihovimi. Ampak se vemo, človeštvo je preživelo milijone let, pa še milijone let ga bo. Moramo pa mi to naše znanje, ki ga imamo, predati naprej in ne biti tiho, ne glede na vse, kaj si kdo misli. Vsak se sam odloči, vsak ima svojo usodo v svojih rokah. Na nas pa je, da svoje znanje, ki ga imamo, predamo naprej. In bi jaz kar tebe, Aleksandra... To što si sada sve rekla, znači ono što mi znamo prenosimo dalje. Pošto nema mnogo vremena za čekanje, pošto je ubrzano atak na ljudski organizam, a može da se prevenira, ovako kako smo rekli, ishrana, pozitivan stav, dobro društvo, čitanje, učenje i tako dalje, voda i dopuna te hrane, može da se prevenira, da se zaustavi. Ona je bila sada u Novom Sadu, smo bili na seminaru stručnom o tim stvarima, pa smo čuli da deca danas, recimo, imaju hiperaktivnost i poremećaj pažnje, poremećaj govora od šećera iz hrane koja je svuda. Je li tako? Znači, i to treba podučavati.
To što mi znamo sada kako prevenirati, šta jesti, kako vodu piti i kako dodavati suplemente i lično iskustvo, samo to treba pričati. E sad, pošto mi nemamo vremena za evolutivnu ozdravljivanje ili prevenciju, to treba brzo, treba revolucija. Kako to ide brzo? Ja u svom okruženju, pa i ona u tom, pa onda ona u svom okruženju. Šta priča? Lično iskustvo. Ne treba naučne stvari. I drugo, treba se osloniti na tebe, treba te pozvati, pitati, Gabrielu, uputiti i ona će poslati link. Ko hoće dublje objašnjenje. Pa kad to isprocesuiraš, vidiš šta ćeš, da li se ti slažeš sa tim ili ne. I kad pristupite timu stručnjaka, mi ćemo sve da uradimo da to svoje znanje nežno, ali brzo prenesemo. Koga interesuje, koga ne, pričamo skroz o drugim stvarima, nećemo ovim. Ali ljudi vape za ovim. Odličan je oslonac u Maji i ti kao neko ko puno priča o tome već jako dugo. Ti si fantastičnu edukaciju uradila, već i radiš i dalje. Znači, ako se ljudi povežu sa vama ovde u Sloveniji, velike stvari možda uradimo, da bi oni u svom okruženju to prenosili. Onda jako puno ljudi radi jednostavne stvari i to ide brzo, kao kamenčić bačen u vodu. Pa je prvo krug mali, pa sve veći, pa sve više ljudi zna i svako pomalo da svoj doprinos iz ličnog iskustva. Tako da tebi beskrajno hvala što se trudiš i što imaš lično iskustvo i što tvoji prijatelji to već imaju i što oni nose to dalje, onda smo jaki. Ali ako si samo ti sama, jaka si, ali to ide polako i umori se čovjek. A ovako kad smo zajedno i kad je to puno, to je milina. Puno ti hvala na prilici i na poznanstvu i tebi, Gabriela, za Mateju i tebi što si tu da vas držiš i hrabriš. V bistvu je zdaj Aleksandra tako lepo povzela ta znana reka, ne, v slogi je moč. V glavnem za konec bi jaz rekla, da začnemo vedno pri sebi. Poslušamo svoje telo, ki nam tudi ogromno pove, ampak ga velikrat nočemo poslušati, preslišimo tiste opozorilne znake, ki se začenjajo. Ne? In tukaj je tudi ta povezanost z naravo ključnega pomena. Ko smo sami v redu, ne, lahko tudi dajemo okolje na vseh nivojih. Jaz vedno pravim, ne moreš nalivati iz praznega vrča, iz prazne posode. Zato je naša odgovornost, da najprej poskrbimo zase in to ni egoizem, to je to, da lahko imajo tudi drugi maksimalno od tebe. In potem se začnejo premiki, se pravi najprej pri nas samih in potem delamo naprej skupaj, povezani in v slogi pač dejansko je moč in potem lahko delamo neke večje družbene premike. In to jaz mislim, da je naše poslanstvo, da ozaveščamo ljudi o ključnih stvarih, da širimo te res prepomembne informacije, ki bi jih mogli vsi slišati. Vse, kaj bojo z njimi naredili, je potem njihova odgovornost, to smo že povedali. Pa da si na ta način pač probamo pomagati, da nekako živimo v neki slogi in v čim lepšem tem času, ki nam je namenjen na tem planetu. Ne. Ja, jaz mislim, da smo zdaj kot družba prišli do enega nivoja, ko moramo začeti pri sebi, se pravi, da se čutimo, da se začnemo poslušati in iz tega potem tudi izhajamo naprej na vse ostale nivoje. In čim bolj bi se mogli zavedati, znati prisluhniti sebi, ker vsaka stvar, ki bom rekla, ali če je nek manjko, ali če je že neka bolezen, zamete karkoli, se nam nekje na telesu manifestira. Ne? In prej si lepo povedala Louise Hay, v knjigi Življenje je tvoje, pač lepo povezuje in telo nam pokaže, kje je tista naša bolečina, kaj je narobe. Zato je tako pomemben, da si vzamemo čas in se znamo slišati. In začutiti. In začutiti. Tako kot se pravi, začnemo pri sebi, potem pa seveda tudi druge, kako bi bilo lepo, da bi se ljudje mičkam bolj slišali. Ne. Tako, hvala. In bi bil ta svet mnogo lepši, zato sem res hvaležna za vse vas, ker vem, da znate slišati in znate čutiti in to empatijo probate potem tudi prenašati. In zaradi vas
je ta svet malenkost lepši, tako da res hvala vam. Hvala tebi, hvala. Gabriela? Ja, no, jaz bom tudi povedala, da sem zelo vesela, da smo skupaj v tej družbi. Matejo poznam od korone sem in vem, da je ona bila duša. Mene, ko bi rekla, nam je prineslo dobro pa slabo v tem času, težki časi, ali vedela sem, da Mateja dobra dušica, da želi samo dobro. Imaš ogromno, vsak smo dali svojo zgodbo, tako da jaz sem vesela. Vidiš, danes smo v lepi družbi. Vesela sem za mojo dadico, ko sem šla iskat to, skozi sem naredila te antiparazitske, pa to sem naletela na njo, ne slučajno. In tako da midve so se tako povezale in ona je mene v bistvu, zdaj, ko sem rekla, da imam 60 let, da zdaj šele živim, tako da, in kaj se je zgodilo? Začela sem se dobro počutiti in me je navdušila, da lahko tudi kaj, tudi kakšen denar pride od tega, ma ne zato, to je posledica, ko ti daš informacijo, ko damo, ta mehanik je fajn, pa mu narediš reklamo, pa ne. Tukaj je pa tako dobra zgodba, ker jaz sem poznala ogromno sistemov, ker vem, kako to gre, pa novačijo, pa to moraš delati, pa kupiti, pa ono. Tukaj se zdi pa lepo, ker dajemo dobre informacije, glede zdravja, glede vsega. In tako da res Aleksandra me je navdušila, tako da jaz sem šla enkrat že v Beograd, to se moram zahvaliti Maji, je ona vse organizirala. Potem sem šla v Novi Sad, tudi smo šli skupaj. Tam tudi 11 zdravnikov to predavalo, ne rabimo mi, imamo linkove, ki lahko nekdo rabi informacijo, tako da ona je mene učiteljica med Suicide Body, 1 leto pa kar pol. Tako da zdaj smo prišli v tako fazo, da ona je prišla z avtobusom z Beograda, da smo danes tukaj na snemanju, da se zahvalimo Mateji, da lahko prenašamo te informacije naprej, a ne, tako da nam ni težko, ne, tako da smo začeli tudi po Sloveniji, da se pojavljam tudi po Sloveniji zdaj, ki se mi pridružujejo tisti, ki tako razmišljajo kot mi, a ne, ker sem vesela, da nekdo, ki je boljš, ne, učenec, se pravi v sistemu, ko je en direktor ni želel dati, naučiti, da ga ne bo on nam nadomestil drugič, tu je obratno. Mi iščemo, se pravi, boljše, kot smo mi, a ne? Ja. Tako da ta sistem je zelo dober, tako da bom skoristila to priliko, da se nam pridružijo. Vsak držimo svojo peč, a ne, mislim, vsak svoje, ampak imamo ena druge, mislim, ko rabimo bilo kaj, se obrnemo, kaj pa zdaj, pa to, pa uno, tako da so velike spremembe, tako da jaz sem presrečna, zahvalna, res vsak dan, da mi je to je poslanstvo očitno, da na stare, niso stare leta, jaz bom še uživala in tako da želim tudi drugim, tako da res Mateja, hvala, ker si res, videla sem, da si ti oseba, ki so si zmeraj stale ob strani in videla sem, da si, tako da hvala, ker te imamo. Dadica tudi tebi, Maja, ti si tudi res, mislim, res smo taka, ko bi rekla, res ekipa, da te skipa. Tako da res hvala. Ali da ti kažem, ja kad sam došla ovdje u Sloveniju i kad sam vas upoznala i kad sam doživala Sloveniju posle mnogo decenija, tad sam shvatila dakle vama ova snaga. Ova vaša priroda, ova vaša, ove planine, ovo zeleno, ovo čisto, ovde konji, ovde krave, ovde cveta, ovde gledaš sneg,
ovde sunce, to je takva jedna snaga i prirode i te planine su tako moćne, pa meni je jasno dakle vama snaga. Mi tamo ravni u Beogradu ništa, ono sve, nešto po sutra ćemo, znaš, kod vas nema, kod vas se idemo, gledamo šta možda uradimo. Stvarno, tek kad sam došla mi je bilo jasno kako uspevate, odakle, vi ste ovde ste procvetali iz ove zemlje i to je jedna ogromna snaga. Tako da sam jako srećna i ponosna što sam vas upoznala. Zato vi brzo ovo i razumete. Naravno ne svi. Molim, to je u tvojim rukama. Ali to što ovde rastete i živite, to je, sam Bog vas voli. Ja. Hvala vama. Če povzamem sklepno misel današnjega razgovora, razgaljanja najbolj ključne tematike o zdravju. Aleksandra, mi živimo v rajskem vrtu obilja za vse. Tisti, ki se tega zavedamo, dobesedno to tudi živimo že zdaj. In narava je dala vsega v izobilju za vse. In ko človek uživa kvalitetno hrano, ima vitaminov in mineralov v obilju, telo tudi drugače funkcionira. Odprejo se ti kanali, umski, miselni, telesni, na vseh nivojih. In če kdorkoli želi sebi dobro in svoji družini, prva stvar, kar je, moramo iti v svojo nutrino, doumeti, da že zdaj imamo vse, kar rabimo, da s tistim, kar ta trenutek imamo, naredimo največ, kar lahko, predvsem pa bodimo hvaležni za ta trenutek zdaj in za vse, kar nam je dano. Kdor ima kakršnekoli težave, vedite, da to izhaja iz starih vzorcev, starih programov. In kadarkoli jih lahko zamenjate, ne glede na trenutno situacijo. Ker mi 4 plus Irena in Aleš, ki sta ta trenutek v ozadju, smo živ dokaz, da se vse da, ko se človek enkrat odloči. In to želimo tudi vsem vam. Da boste začutili to obilje vsega, kar je, ker obilje ni samo denar, obilje ni samo hiša, ki jo imamo, ni avto in tisto, kar se vidi. Veličina obilja se skriva v nas samih, v našem zavedanju, v našem prepričanju in v našem živeti, ki ga živimo vsak trenutek in tudi zdaj. Hvala lepa vam, hvala lepa dekleta, hvala lepa Ireni in Alešu, da sta nam omogočila to čudovito druženje, izmenjavo izkušenj in da lahko podajamo vsebine tudi vsem vam. Na koncu tega posnetka pa boste dobili tudi kontakt, kam se lahko obrnete. Vse informacije so zgolj in samo informacija. Kaj boste pa vi naredili s to informacijo, pa je zgolj in samo na vas. Mi si želimo to energijo, to ljubezen do nas samih in do vseh podeliti z vami vsemi. Hvala lepa in se vidimo še kdaj.